Pozdravljeni! Danes vam bomo predstavili aplikacijo e-asistent za starše. Aplikacija se uporablja za bolj enostavno komunikacijo z vrtcem, bolj napreden vpogled v slike vrtčevskih otrok in lažje sporočanje odsotnosti vzgojiteljice otrok vaše vrtčevske skupine. Za uporabo od vzgojiteljice prejmete uporabniško ime in geslo, nato si na svoj telefon z operacijskim sistemom Android ali iOS naložite aplikacijo e-asistent za starše, lahko pa obiščete tudi naš spletni portal vrtec.easistent.com, kjer se tudi sam trenutno nahajam, in podatke vnesete v polja za vnos uporabniškega imena in gesla. Se pravi, jaz te podatke tukaj zapolnim in potem nadaljujem z klikom na gumb prijava. Takoj po prijavi se nam prikaže oglasna deska, preko katere lahko starši skrbniki uredijo urnik predvidenih prihodov in odhodov v vrtec, kot to urejam preko klika na tale gumb. Potem lahko v nadaljevanju pregledujem fotografije, ki vam jih pošlje vzgojiteljica otrok vaše vrtčevske skupine. Evo, lahko si odprem to objavo in potem pregledam od spodaj slike, pregledam sporočila in potem opcijsko na to tudi komentiram. Potem vam vzgojiteljica lahko pošlje kakšna splošna obvestila, recimo vabilo na pogovorne ure, jaz si lahko ure odprem in potem tudi pred sabo vidim vsebino in spet lahko pod to komentiram. Prek aplikacije pa lahko starši za svojega otroka sporočate tudi odsotnost, ampak tukaj je potrebno povedati, preden začnete sporočati na tak način, se pozanimajte v vrtcu, če vzgojiteljice in računovodstvo vrtca beleži odsotnosti na tak način. Lahko se zgodi, da vrtec odsotnost vodi prek drugega programa. Ob sporočanju odsotnosti v vrtec lahko tudi točno vidite, do kdaj morate odsotnost sporočiti, da vam je ta šteta kot upravičena. No, v našem primeru imamo tukaj 17 ur časa za pravočasno odjavo za 10. september. No, in potem, ko se odsotnost doda, jaz lahko odsotnost tukaj označim, se pravi od 12. pa recimo do 14. In potem pošljem odsotnost naprej vzgojiteljici v skupino. Sedaj bom to preklical in nadaljeval z naslednjo zadevo, vpisom nove rezervacije. Se pravi, preko e-asistenta se lahko vpiše tudi počitniška rezervacija in ko kliknem na to možnost nova rezervacija, imam pred sabo pogoje, v okviru katerih lahko starši rezervacijo tudi oddate. Vendar spet samo v primeru, če v vašem vrtcu rezervacije beležijo preko e-asistenta za starše. In potem je tukaj postopek enak, pravila so mi tukaj poznana in v okviru teh pravil potem počitniško rezervacijo tudi sporočim in pošljem naprej. Tako, sedaj bom še nazaj na oglasno desko in to je tudi to. Jaz sem vam okvirno predstavil aplikacijo. Upam, da vam je bila predstavitev všeč in sem prepričan, da boste z velikim veseljem aplikacijo tudi uporabljali. Najlepša hvala za pozornost.